pripravlja. Slovenska tradicija peke kruha se od pokrajine do pokrajine razlikuje. Vsem pokrajinam pa so skupni posebni dogodki in prazniki. V starih časih so testo zamesili v leseni mentrgi, na Tolminskem so rekli bingla, pri peki pa so uporabljali doma pripravljen kvas. Testo so mešali in gnetli z rokami, mnoge gospodinje pa so si pomagale tudi z leseno gramlo. Eden je testo v bingli obračal, drugi pa ga je tolkel in gnetel z lesenim kolom. Iz testa so izoblikovali okrogle hlebce, ki so jih polagali na dolgo desko pokrito s platnom. Vzhajajoče hlebce so pokrili s prtom, ki so mu ponekod pravili česen čez. Krušno peč so zakurili že mnogo prej. Iz nje so z grebljo pogrebli oglje in jo nato še pometli z mokro avdlo, na koncu dolgega kola zavito mokro cunjo. Lepe, rahle hlebe so nato na lesenem loparju polagali v peč. Preden so kruh dali v peč, so vanj urezali križ. Ponekod so ga ob tem še blagoslovili. Danes se peči lahko veliko vrst pekovskih peči na plin, na karkoli že pač, ampak mislim, da ni tako pomembno, kje se kruh peče, pomembno je še vedno, kakšna je moka. Krušna peč ima pa eno mogoče dobro lastnost, je ta, da ima v začetku visoko temperaturo. To pomeni, da kad damo kruh noter, seveda na pol vzhajanega, to so take manjše skrivnosti, da potem peč potegne kruh navzgor. To pa zato, ker ima visoko temperaturo v začetku, približno 250-260 stopinj ne bi bila ta temperatura, in zapre pore, da potem ne izhlapi vlaga iz tega vloženega oziroma kruha svežega, oziroma tega, ki se bo pekel. In potem ostane skorja, lepo zapečena in veliko vlage v kruhu, kar je potem kasneje pomembno, da je kruh dlje časa svež. In to lahko naredimo tudi doma v pečici klasični, da damo najprej na višjo temperaturo, potem pa zmanjšamo. To je vsa umetnost. Skratka, to se potem bo takoj to tudi pokazalo v praksi, kako se pospravi peč s tem orodjem. In na koncu je treba neko metlo, ki je bila včasih tudi drugačna, je bila narejena iz ličkanja. To je bil taka kot žoga, ali pa recimo kot nek balon, ali pa so v taki obliki in to se je potem zmočilo z vodo in se je potem pomelo, da se ni zažgala. Ker mislim, da je testo že vzhajalo, bomo peč pripravili za vnos kruha. Lahko pa zdaj odpremo peč. No, v peči popolnoma pogorelo. Poglejte. Popolnoma belo, ja. Ja, zdaj je popolnoma pogorelo. In je treba peč očistiti, da gre ta pepel skoraj in žerjavico. Tako. Dovolj. Sedaj bomo pa še zmetlo. Zdaj pa lahko še zapremo za nekaj trenutkov peč. Med tem časom pa pripravimo hlebce in potem grejo hlebci v peč. Zgodovinsko gledano poklic pek zaseda pomembno mesto v živilskih poklicih. Včasih so prevladovale družinske male pekarne, ki so predstavljale center vaškega dogajanja ali mestnih četrti. Danes se ta tradicija nadaljuje, pomembnost ni čisto nič manjša, s tem, da se pojavljajo tudi velike industrijske pekarne. Poklic pek je izredno perspektiven poklic, saj je povpraševanje po tem živilu strani potrošnikov vsakodnevno. Gre za dnevno sveže živilo. Po tem profilu pa je povpraševanje tudi strani živilske industrije veliko in zaradi tega je Javni sklad Republike Slovenije za štipendiranje vsako leto razpisal veliko štipendij v upanju, da se bo čim več dijakov odločilo in izkoristilo to priložnost. To se pravi, zdaj nam je testo vzhajalo, bomo morali še kaj drugega narediti ali to že? To je zdaj prvo vzhajanje. Pri prvem vzhajanju je to dovolj. To se pravi, da je ta vzhajanje zelo hitro poteka, približno 15 minut do pol ure, zdaj odvisno od temperature prostora, od vrste kvasa in od svežosti moke. No, to je en način vzhajanja, imamo pa tudi drug način vzhajanja.
Kakšen je pa drugi način? To je pa z domačim kvasom ali z nastavkom. To se pravi, da če bi to testo zdaj pustili 2 dni, bi samo testo naredilo kvasovke. In te kvasovke so potem, sicer niso alkoholne, so mlečno-kislinske, te kvasovke potem damo pa v naslednjo pripravljeno moko in zalijemo z vodo, zamesimo in vzhajamo približno 17 ur. To je dolg postopek, to je bil včasih star način, tako da danes to skoraj ne treba, ampak so taki kruhi še pojavljajo, mislim, se še peče, tudi mi jih pečemo, so pa zelo zdravi, predvsem za prebavo, za črevesje in tako dalje. Po želji... In pa boste zdaj hlebčke naredili? Hlebčke naredila, seveda odvisno od velikosti peči in od naše potrebe po kruhu. Ga razdelimo na kile, pol kile, 2 kile, kakorkoli, to bomo zdaj naredila. No, mi bomo to lepo začela. Pomagala se bova s to desko za mesenje, kjer sicer bi morala imeti neko mizo, bova dala. Bomo improvizirali. Takole, niti ni to improvizacija, se da tudi kar lepo pomokamo, vedno se pomokamo, vse površine. Roke se morajo pomokati. Roke si deva noter, bo videla zakaj. No, zdaj bova pa dala najprej količino, predstavljate, kako lepo je testo vzhajalo. Samo moment, če malo počakaj. Tako. Lahko bi mesila tudi noter v metrgi. Za ta poseg je potrebna pa dolgoletna praksa in zato se tudi pri učenju pekov in podobno največ poudarka daje na mesenje, ker tudi kruh bo vedno boljši, če bo bolj trdo zamesen, da se ga pravilno zamesi. No, zdaj bova določila, recimo, da je to tista teža. Seveda, vse to bi lahko delala tudi z rokami, ampak glede na to, da bi imela ogromno dela takoj izčiščenjem, sva si pomagala s temi lopatkami, ki so bile včasih tudi lesene. In zdaj se lotimo, seveda še vedno, z zelo omokanimi rokami kruha. Tega testa, ga previdno primemo najprej previdno in potem zelo hitro odmikamo roke. Ker če bomo dolg časa bo potem probala, bo šel testo za roko. Če pa začnejo previdno mesec, se pritisne iz dlanjo in potegne z prsti sem. In to potem zgleda tako zelo hitro. Ampak vedno gleda, da imamo moko spodaj. No, to je zdaj prikaz. Tako. Ampak to zelo hitro se je že začelo prijemati, ampak hitro tako naredila. In ta hlebček še sicer ni dovolj, ampak dajva še ti poskusi. Takole, naprej, nazaj in tako. In naprej, nazaj. In potem poskušati sproti oblikovati fantastično. Mislim, da bi bil že pek takoj za uporabiti. Skrite talente. Sem rekel, da sem delal že, ampak nikoli ni prišlo do peči to. To je pa druga stvar. Še malo pomokaš po mojem. Zdaj se pa že dogajajo sicer nekaj in to se potem pomagamo s tem. Vedno poskusimo testo čim prej dajati z rok, tako stran in ko ga nesemo, ga damo noter. Ja, kruh bo vzhajal, dava še tega pred šeč. Še malo mila, lepo prosim. Zelo pomembno je, kar smo se že pogovarjali prej, da bo kruh samo do pol vzhajal. Se pravi, ne popolnoma, ker ta kruh bi se šel toliko daleč, bi se tako visoko, da bi se kar čez lepo razlil čez peharček. Tega pa ne smemo dovoliti, če hočemo imeti lep kruh. Zdaj, 2 pogoja sta, da imamo redko testo, da imamo dobro zamesenega, dobro vzhajenega in ravno prav vzhajenega. Prvič dobro vzhajenega, drugič pa ravno prav. To pomeni, da ni do konca. To se pravi, mijemo roke pa bo. Pa damo peč, čez 15 minut, 20 damo kruh v peč.